Spoštovane gledalke, spoštovani gledalci, dobrodošli v novi epizodi našega podcasta Vroča tema, ki ga lahko spremljate na portalu domovina.je. Letos praznujemo prelomno 35. obletnico osamosvojitve Republike Slovenije. To je čas, ko se spominjamo poguma, enotnosti in odločitev, ki so tlakovale pot naši lastni državi. In le redki kraji v Sloveniji so tako močno prežeti s to zgodovino, tako kot Pivka. Prav od tam so namreč dan pred razglasitvijo samostojnosti leta 1991 na slovenske ceste zapeljali prvi tanki Jugoslovanske narodne armade oziroma Jugoslovanske ljudske armade. Danes pa na tem istem mestu stoji ponos slovenskega muzejstva in dejavnosti le-te. Naš današnji gost je človek, ki je iz zapuščenih in propadajočih vojašnic ustvaril, lahko rečemo, nekakšen čudež, vojaški muzej oziroma park vojaške zgodovine v Pivki, ki je danes eden najbolj obiskanih muzejev in pa najbolj obiskan slovenski muzej nasploh. So te številke pravilne ali morda obstaja še kakšen drug muzej, recimo v Sloveniji, ki ima več obiskovalcev? Dobrodošli. To je vsekako hvala za povabilo, lep pozdrav vsem skupaj. Torej, park vojaške zgodovine se brez dvoma uvršča med najbolj obiskane muzeje v Sloveniji. Zdaj, s temi številkami se mogoče malo težko pride čisto do natančnih številk, ker nek so prodane vstopnice, nek so brezplačni obiskovalci, včasih tudi kakšne špekulacije od zadnje, ampak vsekako se uvršča v sam vrh po obiskanosti, pa tudi po obsegu je to največji muzejski kompleks pri nas, ne. Zdaj, da je Janko Boštjančič to ustvaril, to seveda ne morem si pripisati te slave. Gre za resen razvojni projekt lokalne skupnosti, dobro sodelovanje med lokalno skupnostjo, parkom in Slovensko vojsko, ministrstvom za obrambo na drugi strani, pa tudi eno predano ekipo, no, ki je res v temu našla in izziv, ne, in s katero skupaj peljemo ta projekt. Je pa ta vojaška zgodovina v teh krajih precej daljša, kakor samo tista kasarna Jugoslovanske narodne armade, ki je bila takrat v Pivki. Tako da, če nas malce popeljete, sami ste tudi zelo blizu doma. In me zanima ta zgodba, kako ste pravzaprav začeli to idejo razvijati, kajti ste po poklicu gozdarski inženir, potem pa je tam ta vojašnica po odhodu JNA vojske samevala. Verjetno je bil to eden izmed pomislekov, da bi se lahko dalo narediti nekaj takšnega, ampak zanimivo. Tudi Poček je blizu, tako da nas malce popeljite skozi te prve dni od ideje do seveda najbolj obiskanega muzeja v Sloveniji. Pivka leži v tem širšem območju Postojnskih vrat, ne, ki predstavlja vojaško strateško in najpomembnejših območij, ne samo v Sloveniji, ampak tudi v širšem prostoru v Evropi, če hočete. Preko cele zgodovine se tukaj pojavlja neko dogajanje, ne, in posledično tudi bogata vojaško-zgodovinska dediščina, že to je od predantičnih utrjenih naselij, ne, pa potem vse do najnovejše dobe. Govorimo o nekem neizkoriščenem potencialu, neki bogati dediščini, ki jo velja raziskati, obdelati, pa tudi po drugi strani ponuja možnosti neke izkoriščanja za turističen potencial. Zdaj, Pivka je bila na področju turizma, ne, nek paradoks, ki je bila popolnoma nerazvita, ne. Če pogledamo jugoslovansko obdobje, si imel res dejansko problem, ker si imel v bližini Postojnsko jamo na 10 kilometrih, v krogu 25 kilometrov še Škocjanske jame, Lipico, Predjamski grad, te glavne točke takrat jugoslovanskega, potem slovenskega turizma, in potem si imel Pivko, ki je bila zaradi velike vojašnice, zaradi velikega vojaškega poligona neka siva cona.
Pri nas so bili s družbenimi plani turistične kmetije prepovedane, ne, razumete? Ni bilo, ne, razen gneče na cestah, pivkov turizma ni imela. Je kakšen razlog, zakaj se ni šlo v ta kmečki turizem, recimo? Jugoslovanska vojska je bila alergična na turiste, ne, razumete? Vsi turisti, ne, tuje registracije in tako naprej so bili potencialni vohuni, ne, neki, kar je bilo neobvladljivo, ne. In zaradi tega je bilo tudi v bistvu interesu vojaških oblasti, da ti turisti, ne, pač morajo iti skozi pivko, ampak nekaj do čim hitreje, ne. Ni bilo nobene tradicije turizma, ne? In s parkom vojaške zgodovine smo to, v bistvu, kar je bilo razvojna ovira v tem prostoru, spremenili v razvojni potencial. Ne? Izrabili to vojaško dediščino. Tako se je zgodba začela. Ampak, če gremo na samo vojašnico, od tukaj gredo res tanki takrat, 26. junija, ne, prvi tanki na slovenske ceste. Ampak potem, po oktobra 1991, ko jugoslovanska vojska zapusti Slovenijo, je ta vojašnica zapuščena. Slovenska vojska je ne vseli, ampak jo začne s časoma uporabljati kot poligon, kjer so trenirali boje v mestu, in jo s tem popolnoma uničili. Ne. Seveda tudi domačini nismo brez krivde, ne, samo to se je zahajalo, odnašalo, kar se je dalo odnesti, popolnoma oplenilo. Tako da je bilo res en tak devastiran kompleks, ki je kot neko težko breme visel nad lokalno skupnostjo. Namreč gre za en eksponiran kompleks, viden oddaleč, ne, ki se je počasi sesuval sam vase. Ne. V celem kompleksu ni bilo več enega stekla, ene šipe, da bi bila za vzorec. Ne. In prva razmišljanja občine so šla seveda v smer industrijske obrtne cone, tako kot povsod drugod, ne. Večina vojašnice je predelala v neki ne, v bodisi industrijske obrtne cone, ampak ta gospodarski potencial je bil takrat v pivki premajhen, ne, da bi se zagrizli v tako velik kompleks. In ti poskusi so bili neuspešni, ne, ni šlo. In takrat smo zaznali problem, ki ga ima lastnik kompleksa, to je Ministrstvo za obrambo, problem odpisanih vojaških sredstev. Tankov, topolk so kot dediščina ostali na območju Slovenije, bili še v 90-ih letih uporabljeni kot strateška rezerva. Ne. Slovenija je bila pod embargom, ni mogla nabavljati novih oborožitvenih sistemov, ne. In tudi ti tanki, tudi če so bili iz druge svetovne vojne, so se še zmeraj šteli kot strateška rezerva. Potem proti koncu 90-ih let se embargo odpravi, slovenska vojska nabavi nove oborožitvene sisteme in to staro železje, ne, postane nekaj neuporabnega, začne se voziti kot tarče na poček, ne, ali pa rezati v staro železo. Ne. In ljubitelji vojaške tehnike, poznavalci, ne, vojaške zgodovine so zagnali paniko, ne, da je treba vsaj nekaj tega rešiti, ne, da govorimo o dediščini, da tank T-34 iz druge svetovne vojne predstavlja pomembno dediščino, muzeji po svetu bi se stepli zanj, ne. To je greh ga je zrezati v staro železo. Ne. In iz teh dveh potreb, teh dveh idej, če hočete, kaj s kompleksom propadajočim, ne, ki predstavlja neko veliko breme tam v lokalnem okolju, in kaj s to nacionalno dediščino, ne, za katero ni nobene perspektive, pri iskanju, ne, rešitve za te dve potrebi se je pač nekega dne zaiskrilo in rodila ideja parka vojaške zgodovine. Kakšni so vaši spomini na tisti dan, 25. junija 1991. Vemo, navajeni ste bili vojske v tistih koncih, ne? Ampak vemo, decembra je bil plebiscit, kjer smo Slovenci zelo, po moje, neponovljivo udeležbo, malce karikiram morda zgodbo, upam, da se bo kdaj taka udeležba volitev znova zgodila, tako si kot Slovenec tudi želim. 88,5% Slovencev je glasovalo za osamosvojitev naše države, Republike Slovenije. Kako je bilo za vas tistega dne, kajti vemo,
izglasovali svojo osamosvojitev, vi ste bili navajeni vojske, ampak vseeno verjetno ste vedeli, da je to morda en korak, ki ne gre v tisto najlepšo smer, kar se tiče v smer miru. Mogoče sam eno pojasnitev glede samih datumov, ne, Ja, tudi dajte, na začetku ste rekli, da dan pred razglasitvijo so šli tanki ven, ne. Zdaj moramo vedeti, v takratni skupščini, ne, parlamentu, so bili osamosvojitveni dokumenti sprejeti zvečer 25. junija. Slovenija je s tem postala samostojna. To je, veljali so s takojšnjo veljavnostjo in Slovenija je postala samostojna. 26. naslednji dan zvečer je bila planirana slovesnost na Trgu Republike v Ljubljani, ne. Ta slovesnost, ki se nam je vsem vtisnila v spomin, ampak iz te vojašnice, ne, in potem čez kakšno dobro uro, 2 uri še iz Ilirsko-Bistriške, so šli na cesto tanki že 26. dopoldne, ne, in s tem začeli agresijo na že osamosvojeno Slovenijo, ne. To je bil vojni akt, ne, ker Slovenija je bila samostojna in tanki so zapeljali ven, ne. To je dejansko bilo malce zamolčano potem v javnosti, kajti jaz sem bil tudi prisoten takrat, sem bil gledalec, no, te proslave, vemo. Širša Slovenija zato ni vedela, ne. Zdaj, oblasti so Ampak to je danes javna skrivnost. Ja, oblasti so pač to informacijo zamolčale, ni bila v medijih iz enega zelo legitimnega razloga, ne. To osamosvojitveno slovesnost so hoteli speljati čim bolj dostojanstveno. Bile so najavljene tudi tuje delegacije, kup tujih novinarjev, ne. In dejansko je bil v nacionalnem interesu, da ti posnetki te osamosvojitvene slovesnosti, te osamosvojene Slovenije, te nove države, rojstva nove države, prehitijo posnetke vojne, ne? Prehitijo posnetke agresije. Ker jugoslovanska stran je hotela to dogajanje prikazati kot neko zatrtje nekih notranjih nemirov, ne? Nekih, razumete? Nek protest v bistvu. Ja, nekih protestov, kot ureditev notranjih razmer, ne? In zato je bilo res v nacionalnem interesu, da ti, ne, posnetki osamosvojitve prehitijo te, ne. Zaradi tega, ne, je ostala stvar takrat zamolčana. Problem pa je drugje, ne, da še zmeraj najdete v učbenikih, da se je vojna začela 27. Ne, ko gredo tanki skozi Ljubljano, ne, vrhniški tanki skozi Ljubljano. Pa ni res, ne. Torej, vojna se je začela 26. ko gredo tanki iz pivške vojašnice. Če tudi letaki so padali iz neba. Ja, Ljubljano, potem v naslednjih recimo, dneh so dan po proslavi, mislim. Tako. Ampak, razumete, vojna se je začela 26. z izhodom tankov iz pivške vojašnice. Ne? Te letake, imate še shranjene v muzeju, ki so jih seveda metali iz vojaških letal Jugoslovanske narodne armade, ne? Tudi tam v sami razstavi, ko zapuščate dnevno sobo, ne, ki je na najbolj prepoznavnih točk v Pivškem muzeju, ne, kjer se znajdete 27. junija, ne, ko se vrtijo posnetki, televizijski posnetki tega vojnega dogajanja in potem po stopnišču zapustite dnevno sobo, oziroma to stanovanje, tam ležijo že ti letaki, ne, ki jih takrat 27. pot jugoslovanska vojska že meče iz letali na druge načine. Zdaj, za Pivko, za prebivalce je bil bez dvoma ta izhod tankov en velik šok, ne. Vsi so pričakovali, da se bo nekaj zgodilo, bila je ena strašna napetost takrat, ne, ampak da bo jugoslovanska stran, jugoslovanska vojska. To so ti tanki zdaj, ne? Verjetno, ne? Ne, to so tanki na bistvi v kasarni v Ljubljani, ti, ki so čakali na razrez, to je fotografija stara zdaj dobrih 20 let, takrat, ko se je rojevala ideja, kaj za naš muzej, ne. No, v glavnem, jugoslovanska stran takrat reagira s tem izhodom tankov, skuša zapreti meje z Italijo in tanki se zapeljejo čez Pivko, ljudje obnemijo, ne. Mogoče je en pozabljen dogodek, ne, takrat Franc Karnel iz Pivke, starejši možakov,
tajčarjev iz pivke, takrat vrže kamen, ne, zagrabi v tem besu kamen in ga vrže enemu oficirju, ki je gledal iz tanka, ne, v glavo. In mogoče je bil to prvi akt, ne, slovenske strani, prvi upor, ne, ki je ampak čist en spontan akt. Ne. Tako da tanki gredo takrat na mejo z Italijo in skušajo, ne, pivški proti Novi Gorici, ilirsko-bistriški proti istrskim mejnim prehodom, kraškim mejnim prehodom, skušajo zapreti mejo z Italijo, ne, da bi potem zatrli slovensko osamosvojitev. Zdaj, moj oseben spomin, ne, pa je malo poseben. Ne. Jaz sem letnik 71, ne, in jaz sem takrat bil nabornik vojak JNA in to v Užicah, v Srbiji. Ne. Jaz sem pa živo spominjam potem tistega večera, ne, ker sem nekje in pretihotapljen radio si uspel dobiti, ne, ker radio je bil drugače prepovedan, nismo smeli imeti razen teh uradnih televizij in radija, ki je bil tam v teh kabinetih, nismo smeli, ampak sem dobil in poslušal. Torej ste bili v kasarni? Ja, v Užicah. Daleč, ja, tam v centralni Srbiji. Tudi to je zgodba verjetno, ne? Kako ste se vračali domov? To je posebna zgodba, ja, in zato moram reči, da so mi tudi, mogoče pa v tem muzejskem delu, te zgodbe Slovencev, rojakov, ki se znajdejo v uniformah tujih armad, še bližje. Ne? Vam je to pomagalo, dejansko vam je, ne, ta izkušnja, ne, biti Slovenec v uniformi Jugoslovanske narodne armade iz Užic, se vračati v napadeno Slovenijo, oziroma v Slovenijo, kjer je takrat se začela vojna, potem pa skrbeti za vojaški muzej v Pivki. To se mi zdi zgodba, ki ima brez dvoma ena izkušnja, ne? Ampak za tega, kot pravim, so mi res blizu tudi te zgodbe Slovencev, ki se znajdejo v nemški armadi, v italijanski armadi med drugo svetovno vojno in povsod drugod. Še nekje bližje, ker to stisko, ne, razumeš teh ljudi. Ne. Ni stvar sam iz knjig, ampak dejansko doživetje. Lahko v parih stavkih poveste, kako vam je uspelo potem priti nazaj? Ste počakali konec dogajanja v Sloveniji? Ja, tukaj iz kasarne, kjer sem bil, je bil nemogoče pobegati, ne. Prišel je sicer poziv. Ne. Pa še Slovenec, ne? Ja, par Slovencev nas je bilo, ne, smo bili pod budno kontrolo. Bila je precej pomembna vojašnica, no, ampak potem v drugi polovici julija je prišla ta odločitev, da nas Slovence pustijo domov, da se jugoslovanska armada lahko umakne iz Slovenije in pa da Slovence pustijo, ki smo na služenju v JLA. Tako da pa v začetku avgusta so nas dejansko spustili. Ne. Bilo je pravo doživetje, sveda pa pride domov, ne, ker je na Hrvaškem že divjala vojna, ne. Pasaportov nismo imeli, da bi šli lahko naokrog, ne. Tako da, ampak ja, smo se srečno vrnili. Kako je bil to nekakšen pripor ali kako je izgledalo to vaše, če lahko rečem, vojaško domovanje takrat v Užicah? Formalno ne, bili smo še zmeraj vojaki, ne, ampak bilo je pa precej blizu nekega pripora, ja. To je pod stalno kontrolo, ne. Na straže nismo več hodili, ne, ker tam bi seveda dobili orožje, strelivo, ne. Tako da ja, posebno doživetje. Dajte nam še malce povedati, glede na to, da gre za geostrateško izjemno pomembno območje, ne, ta Postojnska vrata, kakor pravijo, ne, ja, saj dejansko že pred prvo svetovno vojno in še prej, ne, že Rimljani sami so vedeli, ne, da je to področje izjemno pomembno. Zakaj pravzaprav? Kaj je tukaj tako strateško pomembnega? Morda sama lokacija, verjetno ta prehod iz Ljubljanske kotline proti Trstu, proti Italiji, verjetno so Italijani takrat imeli precej pomislekov tudi, ne? Kdo lahko pride skozi ta vrata k nam na obisk, ne? Tisti neprijetni. Ja, Ljubljanska vrata, Postojnska vrata, ne? Kot jim pravijo v širšem smislu, predstavlja res eno vojaško, strateško in trgovsko tudi, ne, seveda. Ne? Ja, seveda, se stvar je pač vezana na geografijo, ne, kamor gredo
trgovske poti, ker je lahko tudi vojska. Razstreka, ne? Gre za strateški prehod, ki povezuje Srednjo Evropo in Mediteran, Panonsko in Patsko nižino, če hočete, ne? In gre za pač najnižji prehod, ne, v tej verigi Alp in Dinaridov. In zdaj imamo seveda pred očmi samo Rauber komando, ampak stvar je geografsko širša, ne? To je več teh prehodov, ki se tukaj združujejo, povezujejo. In pač čez celo zgodovino so se tukaj selila ljudstva, premikale vojske, ne? Posledično je prišlo do gradnje teh utrjenih naselij že v železni dobi, bronasti železni dobi, gradišč, ne? Potem se pa nadaljuje, ne? Tukaj pač se ob selitvi ljudstev premikajo, ne? Dogajajo strateški premiki, Turki prehajajo tle, Napoleon preide tle, ne? Postonskim vratom pa pravijo tudi vrata Italije, ne? Pač Italija se ne da braniti v Furlaniji, ne? Ampak se brani na tej gorski pregradi, ne? Zato je apetit Italijanov, ne, po tem prostoru zelo velik, ne. In po prvi svetovni vojni, ne, na podlagi londonskega sporazuma dejansko pride na to območje, ne, in doseže nek izjemno pomemben strateški cilj, ne, in to območje začnejo utrjevati, ne. Takrat se začne gradnja tako imenovanega alpskega zidu, utrdbene linije, ki se vleče vse v Genove do reke, ne, in posebej močno utrdijo mejo z Jugoslavijo, še posebej ta prehode tukaj ob Pivški kotlini, ne. In takrat je tudi tukaj neposredno za to vojašnico zgrajen venec 14 podzemnih utrdb, ker Italijani to vojašnico zgradijo kot vojašnico GAFA, to je Guardia alla Frontiera, obmejne straže, ne. In to je del te zgodbe, ne, utrjevanja postonskih vrat Italije. Je še precej neodkritega tukaj po tem terenu, glede na to, da je šlo za strogo varovano območje, pa tudi Poček je blizu, kjer so vojaške vaje, vemo, tudi tam ne sme stopiti vsaka noga. Ne? Ja, no dobro, zdaj je praktično vse prehojeno, ni da bi sam teren ne vem kaj še skrival, čeprav je predvsem v kombinaciji z arhivskimi viri, ne, z literaturo in tako naprej, ne, mogoče pa na terenu odkriti in si pojasniti marsikaj, ne, ker sicer vemo, poznamo, ne, kamor ljudje mogoče tudi zahajajo, ampak predvsem tega mogoče ne razumejo, ne, čemu je bilo namenjeno, zakaj, ne, kako. Ta kraški svet je bil zanimiv, ne, vojski, ne. Vemo, jame, skladiščenje, tudi Postojnska jama konec koncev, ne? Ja, kraški svet že sam po sebi ponuja nekaj teh rešitev, čeprav je bila velika večina teh utrdb popolnoma na novo skopanih, ne. Seveda so pri tem kopanju naleteli tudi na jamske kaverne, ne, in jih izkoristili, ampak v osnovi so bile tu popolnoma novogradnje, ne. Zdaj, poglejte, vi seveda ste gozdarski inženir, če se vrnemo nazaj, potem je prišla povabilo župana Pivke, ne, da postanete direktor občinske uprave in potem se nekako so se pojavljale te ideje. Kako so sprejeli te prve predloge, da bi iz nekdanje vojašnice oziroma kasarne naredili, začeli graditi muzej vojaške zgodovine Slovenije? Ja, jaz sem bil res gozdar, ne, torej doštudiral gozdarstvo in preko srca sem bil gozdar, ampak potem je gozdarstvo prišlo eno krizo tam konc 90-ih let in z občine Pivka je takrat prišlo povabilo, ja, da bi prišel za direktorja občinske uprave. In večjih problemov, s katerim se je takrat srečevala mlada občina Pivka, je bil prav ta propadajoč kompleks vojašnic. Tako je delovalo vse skupaj, ne? Ja. Še huje verjetno nekje. Pa še huje v naslednjih letih. Dejstvo je, da je bil to izjemno velik izziv, ne. Verjetno, če bi stvar ležala na drugi strani hriba, da ne bi bila vidna, bi tudi občina preprosto dvignila roke, ne. Ampak bilo je ob glavni magistralni cesti, ne, tej G1, kamor res se je valila množica turistov, zelo opazno, zelo
izzivalno, ne, sem noter zahajala mularija, ne, nekaj bilo treba preprosto narediti, ne. In zato je bil tudi zame kot direktor občinske uprave in prvih izzivov, ne, kaj s tem kompleksom, ne. Kot sem že rekel, prva razmišljanja gredo v smeri industrijske obrtne cone, ne, stvar ne gre, ne, in pa iščemo alternative, ne, in rodi se ideja parka vojaške zgodovine. Koliko časa je potem trajalo vse skupaj do otvoritve? Otvoritev je bila leta 2004, ne? Ne, 2006. 2004 se rodi ideja. Pardon, ja. 2004 v maju mesecu se rodi ideja, ne, in pa v bistvu izjemno hitro, no, v septembru 2006 odpremo prvi paviljon. Ne. 20 let imate letos. Potem, tako, letos slavimo 20 let, ne, jeseni bomo slavili 20. rojstni dan, ampak že celo letošnje leto, no, je en kup dogodkov, aktivnosti povezanih s tem našim jubilejem. Zdaj, Slovenci vemo, ne, kaj smo doživljali v tistih 10 dneh, koliko je trajala ta vojna, ampak seveda se je vleklo potem še kasneje tudi zaradi vsega političnega dogajanja v širši regiji, predvsem na Balkanu. Ne. Vemo, da so bili res težki časi tudi za Slovence, kajti bili smo nekako odrezani od sveta, sploh številne družine, ki so imele sorodstva v ostalih republikah. Me zanima pa, kako dejansko doživljajo to zgodovino tujci, kako oni doživljajo, bom rekel, ta obisk tega muzeja. Vemo, da eno je biti turist v neki državi, eno je pa prihajati kot turist, ki ima neko zgodovinsko podlago, neko politično ozadje, da mu je malce bolj jasno vse skupaj. Kako poskrbite za to, da se jim pojasni dejansko, kaj se je dogajalo, recimo ta pot osamosvojitve, kako je razložena, je bilo veliko verjetno razmišljanja, kako jim podajati to pot, da bo razmišljena na ta prav način. Zdaj, naša glavna razstava je pot v samostojnost, ne? To je, ki izhaja ta ideja, ta potreba, to naše poslanstvo izhaja iz tega, da so šli od tukaj prvi tanki, ne? In zdaj, prvo vprašanje se je glasilo, kako tujci dojemajo. Zanima jih dosti bolj, kot si mislimo, ne? Ker ta generacija, veste, šlo je le za prvo vojno po drugi svetovni vojni v Evropi, ne? Prvi tak vojaški spopad. Vsi ljudje so, mogoče smo se v zadnjih letih malo navadili teh vojn, vojaških spopadov in tako naprej, ampak takrat, leta 1991, je bil tu velik šok, ne, za vse Evropejce, ne, in tudi širše, ne. In z tega vidika jih zgodba zelo zanima, zelo pritegne, ne. To je dosti bolj, kot si mislimo, ne. In z tega vidika smo veseli, no, tudi čist iz tega turističnega smisla, da prikazujemo to zgodbo, ne, in jo mislimo tudi še nadgrajevati, ne. Zdaj, je pa seveda velik izziv, no, v nekem omejenem prostoru z nekimi omejenimi sredstvi prikazati eno tako pomembno in nacionalno pomembno zgodbo, no. Ampak moram reči, da ta razstava Pot v samostojnost žanje pohvalja tako domačih kot tujih obiskovalcev in mislim, da smo tudi s to nadgradnjo, ki jo predvidevamo letos, ne, to je obogatitvijo razstave na pravi poti. Še to me zanima, ne, dejansko ogromno je teh predmetov, ne, ki so potem bili restaurirani, obnovljeni. To je precej dela, ne, bilo vloženega v to, kako ste sodelovali se verjetno s Tehniškim muzejem iz Bistre, verjetno predvidevam, da ali niti ne. Kako je potekala ta dejansko obnova, ta revitalizacija vsega tega? To je projekt teče v sodelovanju z Slovensko vojsko, z Ministrstvom za obrambo. Prvi eksponati tudi so bili obnovljeni strani vojske, ne. Takrat pred 20 leti je bil ta prvi kontingent
obnovljen strani Slovenske vojske, ne, tudi v sodelovanju z Vojaškim muzejem Slovenske vojske, ne, kot muzejsko institucijo Ministrstva za obrambo oziroma Slovenske vojske. Ne. Potem v naslednjih letih, ne, je bil pa znaten del teh sredstev, eksponatov obnovljen s pomočjo kohezijskih sredstev Evropske unije. Park vojaške zgodovine je namreč eden boljših primerov koriščenja evropskih sredstev pri nas. Ne. To je dejstvo, da se zgodba dogaja v Pivki, da gre za podeželsko občino s kopico razvojnih problemov, ne, da je pa tukaj nastal en tako obsežen muzejski kompleks, tega preprosto brez evropskih sredstev ne bi bilo. Ne. Tako da nam tudi preko strani Evrope in naših kohezijskih institucij priznavajo, ne, da smo eden boljših primerov koriščenja evropskih sredstev. Kako je danes s temi sredstvi, ko smo ravno pri financiranju takšnih ustanov? Vemo, vzdrževanje je verjetno, to ni poceni stvar, že glede na samo površino muzeja, ne, in vsega, kar morate očuvati, da je to seveda... Ja, zdaj, problem pri teh evropskih sredstvih je, da ta niso namenjena delovanju, ne, vzdrževanju in tako naprej. Ne. Tukaj je le treba se zanesti na lastne moči. Ne. Torej, ta sredstva so namenjena pač novemu razvoju, novim projektom in tako naprej. Ne. Tako da v zadnjih letih nismo imeli kakšnega takšnega projekta, ne. Smo na kakšnih manjših interregih in tako naprej, za kakšne manjše, nekaj resnega, večjega, s čimer bi lahko recimo zgradili en zelo potreben nov paviljon, tega nismo imeli. Ne. Je pa seveda Park vojaške zgodovine je takrat v letu 2021 postal tudi pooblaščen muzej, ne? Tako da imamo sofinancirano javno službo strani Ministrstva za kulturo, ne? In imamo tukaj pomemben finančen vir. Del programa financira tudi Ministrstvo za obrambo, ne? Ampak kljub temu, no, skoraj 2/3 ali pa cele 2/3 Park vojaške zgodovine zasluži na trgu, ne? Torej z vstopninami, z muzejsko trgovino, z drugimi storitvami. Tako da v tem pogledu smo med slovenskimi muzeji, pa tudi med muzeji, drugimi muzeji po Evropi, ko je nek fenomen. Klasično vprašanje, odkot prihajajo gostje, predvidevam, da tisti radovedni, lahko rečemo, iz celega sveta, ali je tukaj le malce bolj glede na regijsko bližino Italije, Avstrije, recimo Nemčije, tistih turistov, ki romajo proti Kvarnerju in naprej potem na Hrvaško ali pa v Italijo. Kdo so gostje, ki, če govoriva o tujih gostih, Slovenci vemo, da poznamo Pivko. Ja, velika večina naših gostov še zmeraj predstavlja državljani Republike Slovenije, ne? Velika večina jih je Slovencev. Se pa vztrajno krepi večja delež tujcev, ne, tujih obiskovalcev. Zdaj, znaten del je teh, ki jih pač polovimo na poti proti morju, postajamo prepoznavni, ne. Zlasti smo zadovoljni to, da se dost tudi tujih obiskovalcev ustavlja vsako leto na poti na morje, ne. To je park je velik, ne, obsežen muzejski kompleks, ne uspejo ga pogledati v enem, ne, ogledu, ne, in si pustijo nekaj za naslednje leto. Tudi vsako leto uvajamo neke novosti, ne. To je obiskovalec, ki je bil lani, še ne pomeni, da je videl vse, ne. To je letos ga čaka nekaj novega, ne. Postajamo pa prepoznavni tudi v mreži vojaških muzejev po Evropi in po svetu, ne. Tako da ljubitelji vojaške tehnike, ne, prihajajo tudi iz najrazličnejših, ne, držav po svetu, pač sede na letalo in se odpeljejo v Slovenijo, pridejo v Pivko, da si v miru in temeljito ogledajo zbirko. Ko je govora o vojski na slovenskih tleh, kako daleč nazaj dejansko imate predmete, oziroma je to bolj skoncentrirano na drugo svetovno vojno oziroma na to zadnjo, ki smo jo doživeli pri nas na naših tleh, ali so tukaj še razni artefakti in pa predmeti, ki segajo
precej dlje nazaj v zgodovino, kar se tiče, vemo, recimo tukaj sem zasledil en podatek, ne, da je bilo v tej vojašnici že prvi muzej leta 1941, ki ga je vodil italijanski vojak in kasneje svetovno znani zbiralec Diego de Enriquez. Je tukaj kaj njegovega še ostalo ali so kakšni povezave z njim, kako recimo je s temi predmeti, ki so seveda sila zanimivi. Bova jih potem še nekaj naštela, ki so res impozantni. Ja. Zdaj, če pogledamo ta zgodovinski presek, ne, v razstavi o lokostrelstvu imamo drugi najstarejši lok v Evropi, ne, ki je sicer iz Mestnega muzeja v Ljubljani in je pa na razstavi izposojen, je star 5600 let. Ne. Tako da se včasih pohvalimo, da smo vojaški muzej, ki ima vse, ne, predstavlja vse od kamenodobnih lokov do reaktivnih letal, ne, in silen razpon. Ne. To je promocijska, ne. To je nekaj tudi starejših zadev, ampak glavne stvari, glavna teža je na 20. stoletju in dogajanju v 20. stoletju. Ne. Zdaj omenili ste Diega de Enriqueza, ja, gre za izjemno zgodbo, izjemen lik. Ne. Diego de Enriquez je bil prihajal iz ene španske plemiške rodbine, ki je živela v Trstu, bil kot navaden vojak takrat v Pivki, v Šempetru na Krasu takrat, leta 1941, ne, in po napadu na Jugoslavijo, ne, je uspel poveljnika vojašnice prepričati, da se splača narediti muzej. Ne. Tako da je bil 16. aprila 1941 med vojno, to je 10 dni po začetku, ne, vojne z Jugoslavijo, prepričati, da se splača narediti muzej. Ne. In prav v tej vojašnici je bil takrat ustanovljen prvi specializiran vojaški muzej na slovenskem ozemlju. Museo Militare di San Pietro del Carso, ne, ki ga je vodil Diego de Enriquez, ne, dobil takrat počastniški čin in vodi ta muzej in nabere izjemno zbirko. Ne. Za časa vojne. Med samo vojno. On je imel pooblastilo, da je zahajal tudi takrat v Ljubljansko pokrajino, nabiral ta vojaški material zaplenjen z jugoslovanske strani, potem pa tudi material že odporniškega gibanja in tako naprej, tudi posegal v starejša obdobja, ne. In nastala je ena izjemna zbirka, ne, ki je bila v Pivki takrat do 44. leta, ne, to je po kapitulaciji Italije, Diego de Enriquez ostane tukaj, ne, in leta 1944 prepriča nemške oblasti, da mu zbirko prepeljejo v Trst. Ne. V Trstu je nadaljeval pod zbiranjem, zbiral po drugi svetovni vojni tanke, oklepne vlake, kaj vse ni zbiral. Ne. Skuša ustanoviti muzej, ne. Ideja je tudi, da bi prepeljali v Rim, da bi bil to nacionalni italijanski vojaški muzej in tako naprej. Ne. Zelo se trudi s tem. Ampak vse skozi poudarja pač, da je nujno prikazovati, ohranjati vojaško dediščino zaradi tega pričevanja o strahotah vojne, ne, o prizadevanjih za mir. Ne. Tako da mogoče je bilo usodno zanj to, da je leta 1945, ne, ob koncu vojne rešil del dokumentacije o Rižarni, o tem taborišču, uničevalnem taborišču v Trstu, del dokumentacije in pa napisek so bili takrat ugravirani v te celice, ne, in leta 1974 ne bi nastopil kot ena od kronskih prič v tem procesu proti organizatorjem Rižarne, pa je neko noč predtem zgorel v svojem skladišču, zgorel v svojem skladišču v enih zelo nepojasnjenih okoliščinah, zgine tudi del dokumentov takrat. Ne. Tako da Diego de Enriquez je en izjemno pomemben lik, zanimiv lik, ne. Tudi en, Je ostalo kaj potem sploh njegovega? Večji del zbirke je ostal, ne, tudi znaten del arhiva in zdaj v Trstu je njegov muzej, ne, Museo de la Guerra per la Pace Diego de Enriquez, ne, ki je organiziran v okviru mestnih muzejev tržaških, toplo priporočam ogled, ne.
In mi smo se zdaj intenzivno delamo na tem, da bi razvili neko sodelovanje, da bi to zgodbo oživeli. Nekaj časa so bile kar neki zadržki na strani tržaških mestnih oblasti, ampak zdaj mislim, da smo razvili nek pristen dialog in da bomo lahko to sodelovanje razvili in nadgradili. Da razumejo, da se je dejansko njegova zgodba začela v pivški kasarni. Ja. S tem se popolnoma strinjajo, soglašajo, ne skrivajo tega, ampak stvar prav kliče, je tak šolski primer nekega Interreg projekta, ki bi ga lahko razvili naprej. Ja, res sila zanimiv je ta Diego de Enriquez, španskega rodu ste rekli, ampak ko smo ravno pri 35. obletnici osamosvojitve Slovenije, pa dajva še o nekaterih Slovencih, ki, to je moje skromno mnenje, nisem zgodovinar, nisem nek strateški analitik, politični in tako naprej, ampak vseeno, kot nek patriot pa smem reči, da ko sem prebiral zgodbe, pa bi najprej se lotila Josipa Gorupa, ki seveda velja za nekakšnega slovenskega Rothschilda, najbogatejšega Slovenca, po nekaterih ocenah celo še danes, glede na to, kakšen kapital je imel pod seboj oziroma ga je nadziral. Bankir, ladjar, praktično imel je pod kontrolo velik del Avstro-Ogrske monarhije celo, kar se tiče določenega gospodarstva in pa bankirstva, Slovenec, Vi pa ste dejansko bili pobudnik tudi tega, da se mu v vaši rodni vasi, kajti bil je vas sovaščan, če smem tako reči, postavili spomenik. Dajte Slovenkam in Slovencem malce pojasniti, za kako veliko osebo gre in kako filmska zgodba se dejansko skriva o njem samem in pa seveda o njegovi družini, ki je potem seveda bila tudi zelo impozantna na naših tleh. Ja, Josip Gorup ni vezan na mojo službo, direktor parka vojaške zgodovine, ampak na mojo, prostočasne aktivnosti. Sovaščana sva. Z tega me je zelo ta zgodba njegova dražila, ker gre za izjemno zanimivo zgodbo, pa en izjemen fenomen, da je popolnoma pozabljen iz slovenske zavesti, skoraj popolnoma pozabljen, čeprav je imel včasih mislim, da do Kardeljeve smrti 78. leta je imel še ulico v Ljubljani, ta skrajni del današnje Slovenske ceste je bila Gorupova ulica, ob teh Gorupovih hišah. Bil je kralj nepremičnin tudi, nekako se go piše v nekaterih zapisih, da je bil blazno. Ja, ogromno nepremičnin, moramo vedeti, on se rodi leta 1834 v Slavni, v Slavini, v Slavni, kot pravimo domačini. Imel je možnost šolanja, ker na nek način mogoče še večji fenomen je njegov stric, Janez Nepomuk Kalister, ki pa dejansko začne iz nič. To je za silo pismen, pa vzpostavi in obsežen finančni imperij, postane lastnik res ogromnega sklopa nepremičnin, ladij, bančnik in Ampak njegov stric ni imel otrok, zato je on nekako prevzel. Glavna dediča za njim sta Josip Gorup in Franc Kalister, dva nečaka, ki res dobita ta začetni kapital, imata možnost šolanja, tudi jim prenese svoje izkušnje, svoje znanje in tako naprej. In Josip Gorup ga res oplemeniti do izjemne višine. Bil je vsega skupaj, je bil v smrti solastnik, večinski lastnik v 41 gospodarskih družbah. Bil je svoj čas večinski lastnik ladjarske družbe Ungaro-Kroata. Bil je znaten delničar avstrijskega Lloyda. Tako da res izjemen gospodarski uspeh.
od svojega strica se je pa nalezel tudi te dobrodelnosti, ne? Torej, rekli danes mogoče družbene odgovornosti, ne? Gradil je šole, ne? Podpiral najrazličnejše investicije takrat, ne? Delil štipendije, ne? Recimo, kakšen je bil obseg njegove humanitarne in družbene dejavnosti, pokaže mogoče to, da je bil ob smrti častni občan 53 občin. Ne? Tako da ja, tudi življenjska zgodba sila zanimiva, ne? Torej, bil je 2-krat poročen, prva žena mu umre, ne? In skupaj je imel kar 14 otrok. Ne? Vsi dočakajo odraslo dobo, ne? Tako da je šlo za eno veliko, obsežno družino. Ne? 2 ženi sta bili celo nemškega rodu, ampak doma so govorili slovensko. Ja, bil je izjemno zaveden Slovenc, ne? Torej, otroci v teh spominih piše, da doma se je govorilo pač slovensko, ne, bili vzgajani v tem slovenskem duhu, ne. Ampak na nek način za njegov spomin je bilo usodno, ne, da umre leta 1912, tik pred Prvo svetovno vojno, ne, ki predstavlja eno veliko prelomnico v naši nacionalni, v evropski zgodovini. Da je prišlo potem tudi do tega gospodarskega zloma, ne, na nek način ta avstrijski kapital vezan na krone je potli, ne, obmenjavi v lire, v dinarje, je silno razvrednoten, ne. Že samo premoženje se razdeli pot na 12 otrok, ne. Tako da je z tega vidika se to premoženje ne izgubilo, ampak zelo razpršilo, no. Pa tudi res ta prelom, ne, ki ga predstavlja zlom Avstrije, potem nove države, potem pa sploh po drugi svetovni vojni je ta spomin zelo ugasnil. Ja, vaš nekako pivški muzej, ne, vojaški, je nastal iz bivše vojašnice. Vemo, da tudi Mladika stavba je bila tudi vojaški objekt za časa Jugoslavije. Nek oddelek je bil tam, če se ne motim, tudi vojna bolnica. V tem objektu, kjer je danes Ministrstvo za zunanje zadeve, sicer obnovljeno in tako naprej, govorimo o Mladiki, ampak človek, ki je dejansko sezidal Mladiko in doniral za dekliški dom, pa je bil ravno Josip Gorup. In izbrskal sem podatek, ne, da takrat je, takole sem si zapisal, ne, Gorup je za gradnjo liceja Mladika, današnjega Ministrstva za zunanje zadeve, doniral takratnih 300.000 kron. In to pomeni, če pretopimo to v zlato, je tako, kot da bi nekako podaril državi, ali pa recimo Sloveniji, če se malce metaforično izrazim, 90 kg čistega zlata takrat. Ne. Ko pa gremo malce delati analizo, koliko je bila vredna krona takrat, ne, pa so po nekaterih izračunih tudi banke Slovenije in pa zgodovinarjev, da ne bom zdaj predolg tukaj, ne, da je bila 1 krona vredna takrat približno recimo 6 današnjih evrov. Takrat in torej 300.000 avstro-ogrskih kron je takrat on doniral za gradnjo tega objekta. Precejšnja številka, ne? Z županom Hriberjem, ne, sta sodelovala. Župan Hriber ga je vsekakor videl v njem pomembnega podpornika teh nacionalno pomembnih projektov, ne, in ga takrat navdušil nad tem, da bi zgradili v Ljubljani dekliški licej, ne. Gorup se je odločil za to, no, in takrat dejansko zgradil, ne, zinvestiral ta dekliški licej, ob tem, da je ustanovil tudi štipendijski sklad, ne, ki je podpiral potem te gojenke, da so tudi iz nižjih slojev, da so lahko študirale. Bil je tudi častni občan Ljubljane, ne, iz tega naslova in takrat dobil tudi ulico, Gorupovo ulico v Ljubljani. Ja, pa tudi Simonu Gregorčiču je pomagal reševati izdajo njegovih poezij. Tudi tukaj je bil mecen slovenstva. Bil je glavni mecen Simonu Gregorčiču, ne, tam je tudi napisal posvetilo v tretji izdaji poezij, pa tudi eno posebno pesnitev, ne, ki mu piše, mislim, da je pomnika
treba niti ne, pač da bo njegov spomin večen, ne, da to, kar je naredil, bo ga ohranjalo med Slovenci na veke, ne. Pa je v bistvu že v naslednjih nekih desetletjih po smrti bil ta spomin praktično pozabljen, ne. Tako da smo veseli, no, da smo takrat v rojstni vasi ob 100-letnici smrti mu postavili doprsni kip, postavili spomenik, ne, ki stoji v nasproti ljudske šole, ki je bila zgrajen, ki je on zgradil tudi kot darilo rojstni vasi, ne. V Slavni je tudi sfinanciral takrat ustanovitev gasilskega društva, nabavo opremo za gasilsko društvo, ne. To je nepredstavljivo velike donacije, ki jih je namenjal slovenskim krajem. Ja, ampak tudi menjave režimov, ne, so potem njegovi družini pobrale vsa ta imetja, tudi hčeram in vnukinjam kasneje, ki so bile poročene tudi z drugimi zelo bogatimi slovenskimi družinami, tako da se je tukaj dogajala kar precejšen, lahko rečem, kar rop, nekako, pa še huje, ne, tudi tragedije so bile dejansko, lahko rečemo, usmrtitve teh plemiških družin, ki so skrbele tudi za razvoj kulture, vidimo, in vsega ostalega, gospodarstva nasploh pri nas. Filmska zgodba sem dejal, ampak resnična, ne? Ja, to je kup hčera, to je familija se res razširi 14 otrok ste dejali, ne? Po celi srednji Evropi, ne? Sorodus z baroni Turkoviči, ne, pa skupom plemstva v Italiji, v Avstriji, na Bavarskem. Mogoče najbolj znana, ne, zgodba pri nas, vezana na njegovo sorodstvo, je zgodba hčere njegovega sina Milana, to je Ksenija, ne, Gorub, poročene Hribar, ne, poročene z Radom Hribarjem, ki je kljub vsemu, kar sta, ne, delala za slovenstvo, ne, si podpirala razne kulturne projekte, ne, jih je na koncu čakala kruta smrt strani Vosa, ne, izjemno krut umor v začetku leta 1944, ne, kljub temu, da sta podpirala. Je to govora o gradu Strmol? Ja, to je Rado Hribar in Ksenija Hribar, rojena Gorub, lastnika gradu Strmol, ne, sta takrat ob začetku leta 1944 odpeljana in kruto umorjena. Ampak treba pojasniti, da to ni sorodstvo župana Hribarja, ne? Ne, da ne bo pomote. Ja, Rado Hribar je iz druge Hribarjeve družine. Ja. Še ena zanimivost, ko smo ravno pri Slovencih in Slovenkah, ki so z Radotom Hribarjem sta imela namreč v Sloveniji oziroma kar v Ljubljani na Gradišču kar domači živalski vrt. Je to res in da je gospa Ksenija Rada se včasih sprehajala na povodcu, je imela tudi živega dejansko krokodila? Malce zdaj popestrimo tole zgodbo. Ksenija Gorub, poročena Hribar, je bila malo ekstravagantna ženska, ne. To je bila prva jugoslovanska pilotka, ne. Oba sta bila zaljubljena v letenje, ne, tudi z Radotom Hribarjem. Ja, tudi živela je, no, tako precej ekstravagantno. Tudi se v enem trenutku ločila, ne, to je zapustila Rada Hribarja, šla svojim učiteljem jahanja, ki je bil jugoslovanski častnik kraljevi srpskega rodu, imela z njim pod neko afero, ne, živela z njim, ampak pod se na koncu vrnila Radu Hribarju, ne, in živela do te krute smrti skupaj. Bojda so jo obvezali z verigami, da naj njuna ljubezen se ne zaključi nikoli več. Ja, ker formalno ta zakon sicer ni bil razvezan, ne, tako da je veljal nazaj, ne, ampak so vseeno potem, ko se je vrnila nazaj, prijatelji naredili neko zabavo ob tem, neko tako poroko, neformalno, in jo ob tem zvezali z verigo, ne, kot, ne, češ nikoli več narazen, ne, in dejansko nista šla, no, vse do smrti. To, da dejansko ljudje, ki so razgledane narave ali razgledane sorte po domačo rečeno, tako malo vemo o Josipu Gorupu in vsemu temu njegovemu
da je to nekako malce takole ostalo nekje v tišini, v temi, pa tako res impozantne zgodbe. Jaz, ko sem to prebiral, sem imel velike oči. Ja, gledajte, to je naš problem, mogoče res nacionalni problem. Ko govorimo o Sloveniji ravno, ne? Enih pozabljenih zgodovinskih tem, ne, ki nas dejansko vzdigujejo, no, ki bi nam dali nekaj tudi nacionalnega zanosa, ne, in zdaj ne bi o tem, zakaj so bile pozabljene, zakaj so bile zamolčane, v kakšni meri je bilo to nek naraven proces, v kakšni meri je plod neke mogoče tudi politične volje, ne? Ampak parkrat, recimo, se je tukaj odzadaj zavrtel tudi Andrej Čehovin, ne? No, ki je rekel na nek način, mogoče v vojaškem smislu, ampak nič manjša zgodba, no, to, ki ga imamo, ne? Ki smo jo tudi nek način odstrli v parku vojaške zgodovine. In ja, mogoče je neko poslanstvo parka, pa tudi, mogoče ga čutim tudi mene osebno, no, prav odstiranje teh pozabljenih zgodb, no, ki jih ni malo. No. Ja, sami ste dejali, da gre za izjemno osebo, ki se je svojim znanjem, spretnostjo, predvsem pa pogumom zapisala v slovensko zgodovino in zgodovino nasploh. Tukaj je bila razstava najhrabrejši oziroma najhrabrejši med hrabrimi baron Andrej Čehovin, Slovenec. Kako velik je v bistvu ta pogum? Ja. Recimo, Andrej Čehovin je bil edini v vsej zgodovini Avstrije in potem Avstro-Ogrske, ki je imel garnituro teh 3 hrabrostnih medalj, najvišjih hrabrostnih medalj. Ne. Edini, ki mu v vsej zgodovini to uspelo. Ne samo med Slovenci, ne, to je tudi med vsemi. V Avstro-Ogrski. V celi Avstro-Ogrski. Edini. Ne. In da en tak človek, en tak rojak popolnoma utonil pozabo, je rekel nepredstavljivo. Ne. Lani je bila 170-letnica njegove smrti, on umre 1855. In smo vzeli parku za svojo dolžnost, no, da na nek način skušamo obuditi njegov spomin, ne, s tem v zvezi pripravili razstavo in pa tudi knjigo, ki je ob tem išla. Ne. Tako da bi ta njegov spomin nekako spravili nazaj v slovensko zavest, mogoče tudi slovenske učbenike. Bil je rojen v zaselku Dolanci, v Gornji Branici, preprosta kmečka družina. Mogoče je imel srečo v tem, da je bil njegov stric župnik v Postojni, ne, ker mu je dalo možnost šolanja, ne. In se šola, ne, to je obiskuje ljudsko šolo v Postojni, pa nadaljuje z gimnazijo in pride skoraj do konca, ne, ampak ga premami vojska, ne, vojaška kariera, videl se je kot vojak, bil je šibek, drugače šibke rasti in ga celo zavrnejo, najprej naborna komisija, potem pa ga na njegovo vztrajanje, moledovanje sprejmejo. Želi si v pehoto, ne, ampak ga glede na to, da je šolan, ne, da je takrat gimnazija predstavljala pač zelo visoko stopnjo izobrazbe, dajo v topništvo in tukaj se res izjemno izkaže. Ne. To je že pred samo vojno, ne, to pride do najvišjega počasniškega čina, ne, in verjetno, če leta takrat 1848 ne bi prišlo do vojne v Italiji, bi verjetno tukaj tudi vojaško kariero končal, ne, ampak leta 1848, potem po marčni revoluciji, ne, sardinsko-piemontski kralj napove vojno Avstriji, ne, računajoč, da je Avstrija oslabljena zaradi same revolucije, da ne bo zdržala teh nemirov v Italiji, ampak feldmaršal Radecki, ki takrat poveljuje avstrijski armadi v Italiji, Avstrija je takrat zasedala Lombardijo in Benečijo, ne, v bistvu briljantno vodi, ne, takrat avstrijsko armado in zmagajo, ne, v vojni leta 1948, potem pride do premirja in leta 1949 spet. Ja, torej odlikovan srebrno in zlato medaljo prve stopnje za pogum ter s kristem vojaškega reda Marije Terezije. Prislužil pa si je tudi plemiški naziv. Ja,
Torej, že sam vojaški red Marije Terezije, ne, je bil red nižjega plemstva. Ne. Avtomatsko si postal član reda, ne, in s tem plemeniti. Ne. Dal je pa podlago tudi možnost, da zaprosiš za baronski stan. Ne. In Andreju Čehovinu je neka zanimivost, neka posebnost, da je to šlo izjemno hitro. Ne. Če pomislite, on je vsa ta hrabostna odlikovanja, pa 2 povišani v činu, torej postal je podporočnik in poročnik, torej prešel iz podčastniškega v častniški čin, ne? In baron, podlago za baronski naziv dobil vsega skupaj v 10 mesecih. Ne? To je nepredstavljiv hiter skok, hitro dogajanje. Ne? To je v vseh bitkah, ne, v vseh spopadih, ki je bil, se izjemno izkazal. Ne. Res si ni prizanašal, nisi bal tvegati, ne, ker njegova taktika, ne, njegova posebnost je bila, da si je upal. On je bil namestnik poveljnika, podpoveljnik konjeniške baterije. Ne. To je bila baterija, ki je imela v bistvu lasten pogon. Ne. Torej lastne... Ne, ti vojaki, častniki so bili šolani, tako kot topničari, kot konjeniki, ne, in kar jim je omogočalo zelo hitro premikanje po bojišču. Ne, in on si je upal svojo baterijo, svoje topove postaviti na razdaljo zelo blizu, ne, nasprotnikovih položajev, odkoder mu je bilo omogočeno streljanje s kartečami, ne, torej s šibrami, če rečemo. Ne. Top je postal neka šibrovka, ne, velikega kalibra, ne, in to mu je dalo neko prepoznavnost. Ne. Opazili so ga v teh bitkah, kjer je bilo tudi po več 10,000 vojakov razporejenih, ne, je postal Čehovin opazen. Ne. Ja, če se vrneva počasi nazaj še v Pivško kasarno, v muzej, ampak ogromno je, ne, Slovencev, ki so dosegli te plemiške nazive in pa spoštovanje v avstro-ogrski monarhiji, je pa tudi sama avstro-ogrska monarhija za Slovenijo, še danes gledano, ne, pustila ogromno. Če gledava samo recimo zgolj infrastrukturo in pa seveda stavbe, arhitekturo, določeno kulturno dediščino, muzeji, konec koncev. Tako da tukaj se lahko kar malce zahvalimo tej napredni monarhiji za tiste čase. Ja, bila je pač ena urejena velika država, ne, bili smo del ene velesile. Ne. Zdaj, neki miri, mislim, da skrat gledamo kot mačeho, bila je slikana kot neka mačeha, ne. Daleč, da bi lahko idealizirali to državo, da je bilo vse v redu in tako naprej. Tudi v vojaškem smislu se je v prvi svetovni vojni v nekih pogledih izkazala kot precej rigidna vojska. Ne. Ampak po drugi strani smo Slovenci dosegli ogromno, ne, tudi konec 19. začetki 20. stoletja, nek višek kulturnega razvoja. Ne. In kar nekaj Slovencev je naredilo tam izjemne vojaške karijere. Če greva zdaj še, kot sem dejal, v muzej, sam sem bil tudi prisoten v vaši družbi ob razstavi, ko ste jo začeli izvajati o enigmi, o šifrirnem stroju, ki je bil najden blizu Savudrijske obale, torej tudi blizu slovenskih tleh. Gre za šifrirni aparat, ki je nekako oblikoval potek druge svetovne vojne. Alan Turing, Anglež, je seveda imel to znanje matematike in pa kombinatorike, da je pomagal to nekako dešifrirati, ampak najdem pa strani slovenskega potapljača. Ja, če me spomin ne vara. Ja, zgodba enigme je izjemno zanimiva zgodba, no, ker odpira nek nov pogled, širši pogled na drugo svetovno vojno. Ne. Enigma je pač za gledalce, ki ne poznajo, pač nemški šifrirni stroj iz druge svetovne vojne, ne, kodirana naprava, ki je
bila izjemno napredna, ne, omogočila 3,1 krat 10 na 25 kombinacij. Ne. To je nemški vojaški strokovnjaki so bili popolnoma sigurni, da je ni mogoče zlomiti, ne, da preprosto ni mogoče prodreti v ta sistem in da imajo komunikacijo s tem popolnoma varno. Ne. Z izjemnimi napori, ne, so predvsem Angleži, ne, potem so sledili tudi drugi, ne, ampak predvsem Angleži v okviru te operacije Ultra, ne, z Alanom Turingom, ki ste jih omenili, pa tudi en kup drugih izjemnih strokovnjakov je bilo predvsem uspelo zlomiti to šifro enigme. Ne. Najprej to enostavnejšo enigmo 1, ki uporablja kopenska vojska in letalstvo, potem s časoma tudi mornariško enigmo. Ne. Ampak kaj je delala tako blizu slovenske obale? To ste se vi spraševali takrat, ne? Oziroma se je stroka spraševala, ne? Kako za vraga, ne? Je ena od koliko najdenih, tudi tukaj je neka zanimivost, ne? Da je sila redka najdba to bila blizu slovenskih tleh. Ne? Ja, zdaj enigmo imamo pač problem, da je zmeraj na podlagi filmov, pa mogoče tudi knjig in druge literature, zmeraj povezujemo z bitko za Britanijo pa bitko na Atlantiku. Ne? Zdi se nam, da je pač enigma tam in nikjer drugje, ne? Pa temu ni res. Ne? Enigma je pač spremljala vse večje nemške enote, ne? Bila v nemških štabih, bila na vseh nemških ladjah. Takrat je super računalnik, recimo. In podmornicah. Se je pojavljala tudi drugot. Ne? Tako da s to razstavo skušamo razbiti tudi to famo, ne? Da je vezana sam na Anglijo in bitko na Atlantiku. Ne, enigma se pojavlja povsod. Je pa seveda veliko naključje potrebno, velika sreča, da se jo najde, da se jo odkrije, da je mogoče še ohranjena. Ne? Ta naša ima sila zanimivo zgodbo, ne? Ker prvič gre za eno od mornariških enigem M4, ki so ohranjene in kako redke so, morate vedeti na podlagi tega, da jih je po muzejih po svetu, jih ni več kot 10 razstavljenih. Ne? To je za sila redk primerek. Po drugi strani je pa tudi zelo malo primerov, da je mogoče ne njihovo zgodbo, da ni nek brezimen eksponat, ampak da je mogoče oživiti neko njeno zgodbo. Ne? In to je pri naši mogoče. Bila je najdena na minolovcu R15, ki je bil v noči 16. na 17. april potopljen ob istrski obali. Ne? Gre za nek nemški konvoj, ki je plul iz Trsta navzdol proti jugu Istre in Britanci jih najde takrat na torpedu, potopijo, izstrelijo 2 torpeda, potopijo R15 in na njemu gre na dno tudi ta naša enigma. Ne. 40 let je bila ležala na dnu morja, ne, in v sredi 80-ih let se je na njej potapljal Zvone Kralj, ne, legendarni slovenski potapljač starejše generacije, ki je nabiral tam živelj za piranski akvarij. Ne, in pri tem pač z teh razbitin minolovca potegnil... Ja, to je original. To je ta enigma. Ja. Potegnil ven par teh militarij, ne, teh ostankov, med tem tudi enigmo, ne, ki je takrat ponudil enemu od obalnih muzejev, ampak niso bili zainteresirani, tako da je nesel domov, dal doma na tram. Tam sta pa čas pa sol delala svoje, ne, in terjala svoj davek. Leta 2021 jo je podaril svojemu mlajšemu muzejskemu kolegu Danielu Germeku, ki je bil pa ozaveščen, da zadeva sodi v muzej in nam jo predal takrat. Ne. Tako da smo se takrat, takoj smo prepoznali, za kako pomemben predmet kulturne dediščine gre, ne, in se lotili pač in konzervacije in pa samega raziskovanja, ne, tako splošnega, ne, te vojne kriptografske, ki se je dogajala med Nemci in zavezniki, pa tudi raziskovanja same te naše enigme, zgodbe minolovca R15. Ne, in nastala je ta razstava Enigma, skrivnostno zakulisje vojne, ne,
ki smo jo takrat naredili kot začasno razstavo, kot eno od naših začasnih razstav, ampak potem smo prepoznali, ne, tudi na podlagi odzivov, da je zadeva preveč pomembna, ne, in je postala stalna razstava. Namreč ne v slovenskem prostoru, ne v soseščini nimamo obdelave te zgodovinske teme, ne, in z tega vidika se pač zavedamo pomembnosti, no, in razstava je pač postala stalna razstava. Moram se dotakniti še vaše osebne zgodbe, takole bom začel. Ne. Razstavljeno imate tudi letalo F-84G Thunderjet, ki je nekako strmoglavilo, ne, ravno k vam doma, ne, k vam domov. Tragična zgodba, izgubili ste tudi kar sorodstva nekaj, ne. Neverjetno, ampak da se je to dogajalo 28. maja 1963, je ta datum drži? Ta drži, ja. Za časa hladne vojne je to bilo. Gre za ameriško letalo, Thunderjet, ne, gre za letala prve generacije reaktivnih letal, ki jih Jugoslavija dobi v začetku 50. let kot donacijo Združenih držav Amerike. Ne. To je spet ena od pozabljenih zgodb, ne. Namreč po sporu Tito-Stalin... Ameriško letalo, ne. Po sporu Tito-Stalin Jugoslavija dobi izjemno veliko donacijo ameriškega orožja, druge vojaške pomoči. Namreč Američani se resno bojijo intervencije Sovjetske zveze, ne, v Jugoslaviji, skušajo jo obraniti, ne, skušajo jo privabiti na Zahod, skušajo jo privabiti v NATO, ne, in jo takrat oborožijo. Ne. Jugoslavija dobi takrat 400 letal, dobi kar nekaj plovil, dobi druge vojaške opreme, 10.000 teh avtomatskih pušk Thompson, ne, ali pa recimo meni je mogoče najbolj ilustrativen podatek, 11.000 Jamesov, tovornjakov pride. Ne. Recimo neka Ukrajina, ne, z vsemi donacijami se tega niti vdeleč te številke ne morejo primerjati, ne, takrat z Jugoslavijo. No. In takrat del te pomoči je tudi ta nesrečno letalo, ki leta 63, ne, 28. maja, trešči na našo hišo. Ne. Leta 23 ob obletnici, takrat sva z Vojkotom Gorupom, pilotom, nekdanjim jugoslovanskim pilotom, inštruktorjem letalstva, izjemnim letalskim strokovnjakom, tudi skušala narediti neko rekonstrukcijo, zakaj se je šlo, ne, analizirati primer. Ne. Par minut pred poldnem trešči v slavno, v bistvu na našo hišo, letalo, odnese sosedovo hišo, podre našo hišo in zgori še del druge sosednje hiše, po celi vasi so razbite strehe. In v tej nesreči umre moj staroče, sosed umre in pa pilot. Tri smrtne žrtve so. Ne? In po naključju pa tašča moja, ki je takrat 11-letna punčka, ki gre po cesti prav mimo hiše, je takrat precej upečena. In pa vaša stara mama tudi, ne? Je bila ponesrečena. To je ožgana, polomljena sestra njena, ne? Umre pa od sorodstva pa staroče. Neverjetno, ne, kako vas potem ta zgodba pelje spet do Vojaškega muzeja Pivka. Zato sem to zgodbo tudi vključil, ker je... Prav Thunderjet je po nekem naključju bilo prvo letalo, ki smo ga postavili v zbirko. Neverjetno. Ja. Vas poiščejo, da poveste to zgodbo večkrat, ali vam je že malce odveč včasih, glede na to, da gre za neko družinsko tragedijo? Seveda je to neka družinska tragedija, ki nas je zaznamovala, ne? Ampak na nek način je bilo to sila znano, ne? To je pretreslo ne samo našo vas, ampak celo Pivško kotlino. Ne? Tako da se spomnim, ko sem bil mulc, če sem se kje drugje pogovarjal, čigav sem pa odkje sem, je bilo najbolj tako prepoznavno, če sem povedal, da je bilo od tam, kam je pol avion. Ne?
Vidijo lahko seveda tudi številne tanke, takole ponazoritev, kako so lomastili preko Jugota. Ja, to je scenska upodobitev takrat oklepne kolone JNA, ki gre ven z kasarne, ne? In tukaj smo takrat naredili to ponazoritev, to rekonstrukcijo prav s jugom, ne? Iskali smo rdečega Jugota kot simbol Jugoslavije, ne? Ker če kdaj, ne, je takrat umrlo še zadnje upanje za to državo. Ne? Ja, to je model T-72, ne, tanka. T-84, ja. Ker je na podlagi sovjetskega izboljšava, ja, sovjetskega. 72 je bil ta jugoslovanski tank M84 in to je ena najbolj fotografiranih scen tukaj tudi v muzeju. Ne? Potem tale podvig me zanima, če greva malce o teh XX large eksponatov, ki so zelo atraktivni. Potem je iz Črne Gore je prišla podmornica P913 Zeta, razred Una, težka 76 ton. In za obiskovalce seveda na voljo tudi ogled njene notranjosti, tako da pa žled je tudi doživela, ne? Ja. Smo že videli danes vmes. To je prav pred konc prejšnjega tedna smo se spominjali, slavili 15-letnico tega prihoda podmornice. To je bil velik logističen podvig, ne? To je, naši nekdanji podmorničari, ne, ki so bili tudi na visokih položajih v jugoslovanski mornarici, so se zelo prizadevali, da bi dobili eno od nekdanjih jugoslovanskih podmornic, tudi kot spomenik slovenskim podmorničarjem. Namreč tako v kraljevini, ne, Jugoslaviji, kot potem v socialistični Jugoslaviji, bil delež Slovencev podmorničarjev izjemno velik. Zakaj? Je kakšna... Smo spet... Ne vem, večkrat se pogovarjamo o tem, zdaj, da bi rekli zato, ne, točno zato težko rečem. Zdaj, Slovenci smo malo nagnjeni k tem ekstremnim... Adrenalin, ekstremni športi, recimo so naši, ne, naši so nam zelo blizu, ne. Po drugi strani je bila stopnja tehničnega znanja, ne, v Sloveniji le večja kot nekje dol. Pogum, pamet, iznajdljivost, trma, adrenalinski užitek. Ja. Pa tudi, recimo, napredovanje tukaj v podmorničarstvu. Ti fantje so mogli biti res veliki strokovnjaki, ne? In je bilo manj pomembno mogoče neka partijska kariera, ne? kot pa res neko vrhunsko znanje, ne? Tudi, da je bil ta delež Slovencev kot podmorničarjev, kot podmorniških častnikov, kot visokih častnikov, podmorniških poveljnikov zelo velik, ne? In z tega vidika so si nekdanji podmorniči zelo želeli, da bi prišla ena v podmornic, da bi postala neke vrste spomenik in to nam je uspelo. To je pred 15 leti smo to podmornico prepeljali, ne? Tukaj šla je iz Boke Kotorske najprej v Bar, iz Bara potem preko Jadrana v Bari in potem vzdolž Italije vse do Pivke. Namreč ni smela, ni mogla potovati čez Hrvaško, ker je Hrvaška takrat celo vložila diplomatsko noto, da jo bo zaplenila, ne? Češ da gre za to nerešeno dediščino jugoslovanske, nekdanje jugoslovanske skupne vojske. Tako da je po eni posebni poti prišla, no, in bil je to za nas nek prelomen dogodek, ker mogoče je bil park vojaške zgodovine predtem prepoznan kot tankovska zbirka, kot zgolj tankovski muzej, ne. S prihodom podmornice smo to znatno presegli, ne, nas je dvignil neko višjo orbito. Ja, tudi policijski čoln P111 je dvigal veliko prahu takrat po medijih in bil glavna atrakcija, ko je bil na poti do Pivke. Tudi to je bil velik logistični zalogaj. Kar precej tega ste imeli vi tam. Predvsem opravka s takšnimi jumbo projekti. Ja, ti XXL eksponati, ne, kot jim tako pravimo v tem našem žargonu, so nam res pomembno dvignili prepoznavnost, ne. Že sam transport, ne sam to, da so v muzeju, že sam transport. To je reklama neke vrste lahko tudi, ne? Ja, absolutno, ne. Tudi
ta strošek teh transportov gledamo kot neke vrste reklamo, ne, in so nam res dvignili prepoznavnost, ne, ker so bili pač v dnevniku, v novicah tistega dne. Zdaj, ne smem pozabiti povedati, no, da brez pomoči sponzorjev, ne, tega preprosto ne bi mogli. Ne. Tukaj nasplošno podjetje Cemtir, pa potem podjetje Dvig, ne, ki so bili naši glavni podporniki, predvsem s tem, da so nam omogočili, ne, da so nas podprli pri teh prevozih, brez tega preprosto ne bi šlo. Ne. Zdaj pri policijskem čolnu, ne, pri 111, ta je bil res en izjemen podvig, namreč pri 111, to je bilo je leto 2021, koronsko leto, ne, ki je bilo za nas sila težko, ne, finančno, smo se komaj da obdržali nad vodo, ne, in takrat je prišla pobuda, da bi prevzeli, rešili, prepeljali v Pivko policijski čoln, ki je šel v odpis. Ne. Zdaj, ne, bili smo v skušnjavi, da rečemo, ne, pač ne gre, ne. Ampak nekako nam je bil izziv. Ne. Gre za čoln, ki je bil prvi čoln te države, ne. Prvi ki ga je slovenska stran nabavila, na nek način izraža nek odnos do suverenosti našega morja, ne. In je z tega vidika pomemben, po drugi strani je ob teh raznih nesrečah na morju kot dovolj robustno plovilo, ki je lahko izplulo v vseh pogojih, rešil z morja kup ponesrečencev, pa tudi na teh protokolarnih vožnjah popeljal kup tujih državnikov, kup visokih gostov, ne. In smo rekli, gre za dediščino, na vsak način jo je treba reči, škoda, da se razreže, ne, za staro pač, ne, surovine, ali pa da se preoblikuje, proda nekam v tujino. In smo pristopili k temu, ne, izkazalo se je kot velikanski problem njegova višina. Ne. To je na kamionu, kakorkoli se je, ne, računalo, ni bil nižji od 7 metrov, ne, kar pomeni, da ni mogel potovati po avtocesti, ne, da mu je bilo treba najti pot po regionalnih, lokalnih cestah, ne, in to je bil velik izziv. Ne. Drugi velik izziv so bile pa seveda finance. Ne. Ta prevoz, kakorkoli se je to seštevalo, je bil 100,000 plus, ne. Mi pa smo imeli, to je šlo za koronsko leto in tam, ne, če bi pomeli predale neki 1000 evrov. Je bil pa mir na cestah, ne, če je bolj, ne, takrat še. In torej, navdušiti vse akterje, ne, da bi pristopili k temu, da bi prepoznali v tem nacionalno pomemben projekt, ne, je bil velik izziv. Ne. In zdaj, ko gledam nazaj, smo v ekipi parka res ponosni, da smo to uspeli. Ne. Takrat smo zasnovali operacija Argo 2, smo imenovali. Ne. To je v spomin na argonaute, ki so po na tej trasi že nesli plovilo. Ne. In smo rekli, gledajte, nemogoče, je mogoče, dajmo se tega lotiti in res si štejem v zadovoljstvu, čas, ponosen sem, da so bili, ne, takrat vsi od Luke Koper do sveda teh naših prevoznikov, Dviga, Cemtirja in vseh drugih teh upravljavcev infrastrukture, elektropodjetij, pripravljeni podpreti projekt, ne, ker treba je bilo čez 100 kablov premakniti, ne, dvigovati kable, vsa soglasja. Ne? To je nepredstavljivo velik projekt, nepredstavljivo velik strošek. Če greva zdaj malce ob zaključku najnega pogovora še malce v prihodnost, pripravljate veliko zanimivosti. Ena takšnih je recimo tudi simulator, kjer se lahko lotijo letenja MiG 21. Kako z virtualnimi očali, kako poteka ta užitek, to doživetje? Če gremo zdaj malce v prihodnost. Ja, to je ena od stvari, no, ki smo si jo prvoščili ob našem 20. rojstnem dnevu. Ne, si že spodobi, da
dobiš ali pa si kupiš kakšno darilo, je simulator letenja z letalom MiG-21. Tako razgleda, ne? Mi smo imeli že prej simulator, celo 2 simulatorja letenja v javno-zasebnem partnerstvu, ampak nekako sta se iztrošila, tudi to javno-zasebno partnerstvo se je počasi konzumiralo. In smo rekli, da gremo v nov simulator, svoj simulator in smo naročili izdelavo. Ne. In prav v prejšnjem tednu smo ga poskusno zagnali, ne. Rezultati so zelo dobri, zelo smo zadovoljni, tako da ga zdaj že imamo v redni ponudbi Parka vojaške zgodovine. Gre za nekaj originalnih elementov, to je sedež, komandna ročica, nekaj kontrolnih inštrumentov, drugo je pa rekonstrukcija, ne, vse skupaj je pač rekonstrukcija pilotske kabine, ne. Ta občutek realnega letenja je pa ustvarjen z VR očali, ne, in stvar deluje zelo prepričljivo, ne, tako da marsikdo, ne, ali pa dost fantov nekem obdobju sanja, da bodo piloti, ne. Malo komu tu uspe, ne. Izjemno redkim biti piloti nadzvočnega lovca, ne. Skoraj nemogoče za enega Slovenca, ne. Ampak tukaj pa nas lahko te mladostne želje, ne, nekako doživimo, no, ne. Ja, takole hvala, no, za vse te zgodbe, pa čisto za konec, ne, ker smo v letu praznovanja 35. obletnice, absolutno, ne, je lepo imeti, ne, takšen muzej, ne, kjer potem spomini ohranjajo te spomine za generacije, ki prihajajo za nami, ne. Muzeji so le, lahko rečemo, neki čuvaji naše dediščine za zanamce oziroma za vse tiste, ki prihajajo in seveda, da ohranjajo tudi naš patriotizem, domoljubje. Tako da konkretno vezano na muzej, slovenski vojaški muzej v Pivki. To je kar odgovornost vseeno, se zavedate verjetno tudi te odgovornosti, ne? Izjemno, res gre za izjemno odgovornost in po najboljših močeh, ne, skušamo tudi to razstavo, Pot v samostojnost kot našo nosilno razstavo dopolnjevati, ne. In tudi letos bo doživela predelavo, dodelavo, dopolnitev v okviru razpoložljivih možnosti, finančnih možnosti, ne. In na nek način smo veseli, ne, tega, se pa zavedamo te odgovornosti, ki jo tudi s tem nosimo, ne. Ker recimo, ko smo se lotili te razstave takrat pred 10 leti, ko je bil zgrajen nov paviljon, smo precej ozko zastavili sam ta vojaški aspekt osamosvajanja, ne, ampak potem smo videli, da je naše poslanstvo širše, večje, ne, ker k nam prihaja letno 150, 170 in več šol, ne, in dejansko je to neko njihovo osnovno soočenje z osamosvojitvijo, ne. Moramo vedeti, da osamosvojitev je v šolskem programu na koncu 9. razreda osnovne šole, na koncu 4. letnika, ne, ko so možnosti, da jim učitelji ob vsej najboljši volji to predstavijo, zelo majhne, ne. Časa zmanjkuje, ne, vpisujejo se naprej, ne, na srednje šole, fakultete, pomlad je, puberteta je, ne. Pa spet odvisno od staršev, ne, na koncu. Ja, ampak dejansko šola kljub vsej dobrej volji dostikrat preprosto ne more, ne, in učitelji nam priznajo, ne, da je pri nas, se ne da bi vse naučili še zdaleč, ne, v tistih 2-3 urah obiska, ne, ampak vsaj smo sposobni otroke spraviti, ne, otroke, dijake v stanje vzbujenosti, da jih stvar začne zanimati, ne, razumete, da prepoznajo, ne, ob tej koloniji, ne, po tem povoženem jugotu, ne, ob teh scenah, da ni bil hec, ne, da ni šlo za neko operetno vojno, ne, da je bila stvar presneto napeta in presneto resna, ne, da se je šla sicer končala relativno hitro, ne, da ni prišlo do nekega nekontroliranih izbruhov nasilja, ne, ampak da zato ta vojna ni majhna, ne, da je mogoče prav zaradi tega velika, ne. Ja, se konec koncev tisti, ki so se rodili recimo 25., 26., 27. junija, ne,
1991, so danes že stari 35 let. Že dolžinski. Dvakrat polnoletni že. Hitro gre čas. Ne? Čas beži. Ja. In tudi nama je žal pobegnila tista ura in pol za to druženje. Vsekakor bomo z zanimanjem spremljali še kakšno novo vašo pridobitev. Tako da ja, spoštovani magister Janko Boštjančič, iskrena hvala za ta izjemen sprehod skozi našo zgodovino. Vaša zgodba in pa zgodba parka vojaške zgodovine v Pivki pa, tako sem zapisal, sta dokaz, da se z vizijo, predanostjo in tisto pravo slovensko trmo in znanjem, da se da iz propadajočih zidov lahko ustvariti nekaj, na kar smo lahko ponosni vsi Slovenci. In danes ste nam podali tudi zgodbe nekaterih pogumnežev, kakor je Andrej Čehovin in pa seveda tudi gospod Gorjup, ki sta lahko nekakšna vzornika, da se zna biti velik in dober Slovenec. Hvala za povabilo, z veseljem. Ja, tudi hvala vam, ker ste si ogledali novo epizodo Vroče teme. Vsekakor pa nas lahko spremljate na družabnih omrežjih in na YouTube kanalu domovina.je, tako da ostanite v naši družbi tudi v prihodnosti. Hvala za ogled.